Ja, mi smo se v vsem uskladili, tako predsednik stranke, tako poslanci, tako izvršni odbor, sprejeli odločitev, da nadaljujemo s pogajanji, da pričakujemo enakopravni status in da bomo poudarek dali vsebini glede koalicijske pogodbe in seveda, da bomo o resorjih dosegli ustvarjalni kompromis v tem smislu, da bi morali dobiti enega izmed državotvornih ministrstev, potem pa bomo mi našteli tudi še kakšna druga, s tem, da bo to sekundarnega pomena, oziroma da bo pogajanje o tem steklo po končanih, zaključenih pogajanjih glede vsebine koalicijske pogodbe. Ali je torej gospod Erjavec danes popustil, glede na to, kar smo četrtek slišali? Moram reči, da je predsednik zelo skrbno poslušal vso razpravo in tudi sam soglašal s tem, da je predvsem pomembno za našo stranko, da vstopi v koalicijo, da se pogaja o vsebini in da so možne različne variante pri izbiri oziroma pri našem interesu, ko gre za ministrstvo. Je Erjavec torej popustil? Temu mi ne rečemo, da je popustil, ampak skupaj smo se dogovorili, kako naprej. Katere so ta državotvorni resorji? Ve se, da so državotvorni resorji zunanje ministrstvo, notranje ministrstvo, obrambno ministrstvo. S tem seveda, da nobeno izključujoče stališče ni tisto, ki bi smelo ovirati našo stranko, da se ustvarjalno dogovori o vsebini in gre naprej za svojim programom. Ampak ti državotvorni resorji niso vaš pogoj? Ja, mi računamo, da bi enega morali dobiti. Kaj drugače v koalicijo ne veste? O tem nismo razpravljali. Za nas je v tem trenutku pomembna vsebina. Kateri so pa tisti drugi sekundarni resorji za vas? Ni nujno, da ta hip naštevamo, zagotovo so to zdravstvo, delo, morda okolje tudi, seveda znanost, morda še kakšno, ampak to so vse stvari, ki ste jih mediji že 100-krat premleli brez nas, brez naših odgovorov, napisali vrsto rešitev, o katerih mi nič ne vemo in je zaradi tega manj pomembno, da bi tukaj naštevali nekaj, kar se kasneje lahko spremeni v drugačen dogovor. In je tudi vprašanje v tem smislu pravzaprav nesmiselno, dokler se ne zmenimo, ne dogovorimo o vsebini. Ampak če vas prav razumemo, torej nič od kadrovskega zdaj ni pogoj, da bi vi vstopili v koalicijo, o vsem se še lahko pogovarjate. Ja, se ni mogoče drugače odločiti, kakor da se moramo o vsem pogovarjati, ker se še o ničemer nismo dogovorili. Kaj pa v številu, ki ste razpravljali, koliko bi želeli? Nam bojo morali priznati tisto, kar nam je vrgel volilni rezultat. In tukaj ne bomo odstopili. Koliko je to? Zračunajte, ni težko. Kaj pa, kakšna imena? Ste govorili, kdo bi lahko bili vaši Nobenih imen nismo danes želeli predlagati, zaradi tega, ker imamo vrsto dobrih kandidatov in zaradi tega, da jih ne bi diskreditirali, bolje, da njihovih imen sami ne naštevamo. Vi pa ste že vrsto imen našteli, o katerih mi nič ne vemo. Zakaj mislite, da je gospod Erjavec tukaj popustil? Kaj se je ustrašil, da se mu lahko... To morate njega vprašati, ampak vi govorite o popuščanju, ki ga ni bilo. Gospod predsednik je samo v skupnem razmisleku soglašal s tem, da nadaljujemo pogajanja in da je naslednji korak pogajanje o resorjih. No, ker v četrtek smo slišali, da od obrambe pač ne odstopa. Moram vam povedati, da sem bil jaz četrtek v Toplicah in da o tem nič ne vem. Ja. Kdo je čez vikend vse lobiral, da je Desus zdaj takšno odločitev sprejel kot je? Jaz o kakšnem lobiranju nič ne vem. Tako da ste lahko mirni glede tega. Jaz se lobiranja ne grem, mi se dogovarjamo in mislim, da se bomo prav dogovorili. A greste zdaj na sestanek gospodu Potrčevu? Seveda. Tako kot je bilo dogovorjeno, predvsem bi radi dobili v roke papir, ki pomeni dogovor ostalih v teh pogajanjih, potem bo pa štart z našimi pripombami in našimi pričakovanji in predlogi. Boste nasprotovali drugemu bloku jedrske elektrarne? To so vprašanja, ki ne spadajo v ta sklop našega razmišljanja. Kako hitro bi se lahko dogovorili o vsebini koalicijske pogodbe? Jaz pričakujem, da bojo pogajanja trda,
da bomo imeli pomembne predloge in zahteve, tako da računam, da bi v nekaj dneh bi morali priti s pogajanji naprej. Je pa dogovor, da ne bomo dejali umestnih izjav, a pač pa bomo poročali o dogovoru, ki ga bomo dosegli. Kaj pa danes po sestanku boste kaj rekli? Naš sestanek je bil zelo dober, namreč pogajalska skupina dobila mandat, da izpogaja čim več tistega, kar smo napisali v pripombah in tistega, kar zadeva naš program. Danes ste skratka z gospodom Erjavcem zadovoljni poslanci. Mi smo skupaj dosegli ustvarjalni dogovor in to je temelj. Koliko je kdo s kom zadovoljen, je manj pomembno.